Prav lepo pozdravljeni. Vesel sem, da se vas je nekaj zbralo na predstavitvi. Saj zame ene najpomembnejših knjig o naši samostojnosti in to je knjiga V objemu slovenske pomladi, ki je napisal moj tokratni gost Anton Tomažič. Zakaj je ta knjiga posvečena Francetu Vodlanu? Ja, torej, to je bil moj stric, oziroma bil moj stric, brat od moje mame, in lahko čisto na kratko povem, da boste razumeli, vsaka od teh tragedij ima svojo zgodbo. Bil je v partizanih 2-3 leta, in to čisto iz prepričanja. Moja mama ga je obiskovala, mu je nosila hrano in sta se pogovarjala, ampak on je čedalje bolj spoznal, kaj je pa bistvo, da pri partizanih, da so tudi politični komisarji, pa kaj je v bistvu, kdo vodi vse to, je bil tudi zmerom bolj razočaran in je moje mami tudi rekel, to sem v knjigi navajal, je rekel, takrat leta 1944, ki je rekel, Micka, veš, ta naša dežela bo še svobodna, sam jaz pa ne bom več živ takrat. Je tudi zaslutil tako kot taki Balantič ali tako naprej. In je potem na pregovarjanje tudi svojega očeta, mojega starega očeta, pa 45. leta zapustil partizane, in se je nekako potem znašel med domobranci, seveda pa nobene akcije vojaške ali karkoli, ampak nekako med njimi se je znašel takrat v zelo neprimernem času, in so ga seveda tudi aretirali in se je znajdel v Šentvidu, kot vsi drugi. In je moja mama po vojni še mu je hrano pošiljala svojemu bratu in tudi en aktivist iz Vira, bi lahko tudi pojem Krimk, sam se je že mrtev, je bil ta zveza, tako da sta še komunicirala do konca maja ali pa začetek junija, točno ne vem, in ko je enkrat mu prinesel, spet da bi mu nesel hrano, je rekel, Micka, ni treba več hrane nositi, Skratka, znašel se je med vsemi temi. In prejle sem premišljal ravno, če bi bil še živ, kakšne potenciale smo izgubili Slovenci, recimo sam 10 000 domobrancev, ki so jih pobili, ki so bili v glavnem vsi taki zavedni ljudje. In glejte, danes poznamo dva od redkih preživelih, Pedro Opeka in Janez Janša. Oba njuna očeta sta imela neverjetno srečo, da sta se rešila. Poglejte, 10 000 drugih se pa ni. Koliko Pedra Opek in Janeza Janše bi Slovenija imela danes, če se to ne bi zgodilo? Kakšen potencial? No in pač ta moj stric France Vodlan je žal ni pobegnil, ne vem točno, kje je še zdaj, ne vem, kje je pokopan, ni pokopan, kje leži, ampak je preko svoje sestre, preko moje mame, to idejo prinesel name. In meni je mama, hvala Bogu, precej kmalu to povedala, mnogi niso povedali, in jaz sem to nosim naprej in sem tukaj na začetku napisal, France, nisi umrl za manj. Ker moram reči, da sem tudi opazil, 90% tistih najbolj aktivnih takrat, posebej demosovcev, imajo neko podobno zgodbo in so preko prenašali to naprej, tako da res niso umrli za manj. Mogoče v zvezi s Šentvidom, ki ste ga omenili, jaz sem ena tistih generacij, ki so jugoslovansko ljudsko armado služili še vojsko, še v bivši Jugoslaviji in sicer jaz sem bil v kasarni Borisa Kidriča v Šentvidu in tam je bila ena tabla, da je bilo to zbirno taborišče med drugo svetovno vojno, odkoder so Slovence potem izgnali v ta nemška taborišča, ampak nihče pa takrat seveda ni omenil, nihče ni takrat vedel, tudi mi, to je bilo 87. leta, da so pa tu umirali tudi po vojni Slovenci od Slovenca.
kar je zelo žalostno. Preden greva še na to knjigo malce bolj natančno, kakšen je vaš pogled, glede na to, da ste v knjigi nekaj šaljivih besed napisali tudi o Jugoslaviji, kakšen je vaš pogled na samo Jugoslavijo, pa življenje Slovencev v Jugoslaviji, pa ta takratni sistem, komunistični sistem, socializem? Ja, na kratko je to težko povedati, ampak tako nič posebenega. Mogoče bi se raje v kakšen detalj spustil. Takih, kot sem jaz, so bili pa tudi taki, ki jim starši niso nič povedali, Mimogrede upam, da mi ne bo zameril, ampak sam ponavljam, tudi Janez Janša, njegov oče mu dolgo ni povedal, In smo bili vsi z mano vred, tudi seveda v najlepših letih, se je postavljalo tudi vprašanje eksistence in tako naprej, In več ali manj, če si hotel kaj resnega dosežeti, so te sili, si mogel iti v partijo. In gledajte, to je težko, ker komukoli da je očitati, če je šel v partijo, jaz ne morem nobenmo, tudi jaz bi lahko šel, mogoče ni dosti manjkalo, priznam. Recimo, meni so konkretno takole, sem bil v Litostroju zaposlen kot pravnik, pa sem si zelo želel, da bi šel na pravosodni izpit, kar pomeni, da bi eno leto imel plačano na sodnijo hodil, In so mi prinesli takole papir v Litostroju, so rekli, no, ti vstop v partijo, pa bo šel za eno leto na sodišče, Torej, to je bilo zelo privlačno za enega pravnika takrat, No, jaz sicer tega nisem, sem zavrnil, Ampak jaz verjamem, da so pa kakšni tudi sprejeli, pa so si pri tem svoje mislili in so lahko tudi veliko dobrega naredili. In so, tle imam revije tudi iz leta 85 v Mladini, naprimer članek, če ste videli, Janez Janša, ki je bil pol v socialistični Mladini, ampak je pa od znotraj najedal sistem. In to zelo dobro in je mogoče več naredil, kot pa če ne bi vstopil. In je veliko takih, tako da to se mi zdi tudi zelo pomembno in jaz nobenemu ne očitam, če je bil. Po drugi strani pa dela poznamo nekaj fantastičnih ljudi, zgodovinarjev in tako naprej, ki so bili in ki so sedaj lahko še najboljši antikomunisti, da tako rečem, ki dobro poznajo razmere in tako kot je Oman rekel, da moraš biti dober demokrat, če nisi tudi antikomunist. In kdor je, vsak je imel možnost, da bi se spremenil, priznal, da je bil to pokvarjen sistem. Samo mnogi niso tega naredili, ampak tisti, ki pa so pa vse časti vredni in mislim, da se ne sme nobenemu očitati, če je kdaj formalno bil v partiji. V knjigi veliko pišete tudi o svoji delovni dobi v Litostroju, tam ste spoznali tudi vsaj takrat največje upanje slovenskega sindikalizma, Franceta Tomšiča. Ne vem, njegov sindikat danes ni tako živ, kot je bil takrat, ko je vrelo. Kako ste gledali nanj, pa kaj ste delali takrat v Litostroju? No, v Litostroju sem bil jaz pravnik 12 let, prišel sem največ, kar lahko pride pravnik, če ne gre v partijo, to se reče, bil sem potem, najprej sem bil v pravni službi, potem sem bil pa pravni svetovalec generalnega direktorja. Torej, ne bi pa mogel biti kakšen direktor, kako je to jasno. Ja, Francija sem pa poznal dobro, Francija Tomšiča, in sva bila kolega, skoraj bi rekel prijatelja, on je iz Kamnika, jaz z Domžal, smo se kdaj na avtobusu srečali in bom povedal eno anekdoto, se je že slišal, ampak mislim, da je kar zelo simptomatična. Francija je bil pa prej v Nemčiji in je dobro poznal tudi demokratični sistem in ki sem prišel, to njemu ni šlo v glavo, tale komunizem, totalitarizem in tako naprej. In je že to, mislim, da je bilo leta 85, se mi zdi, greva enkrat takole na malco, po tovorišču se zdaj ga vidim, prav so se pogovarjala, pa je rekel, ti Tone, Madonna, kaj če bi mi še kakšno novo stranko imeli pri nas v Sloveniji? Sem rekel, ti se pa hecaš, da je ga srat, tako mislim. Pa sem pa rekel, dobro, ampak kjero pa že bi, če bi ti zdaj stranko ustanovil, kjero bi pa predlagal, da bi imeli? Je rekel, ja, socialdemokratsko. Sem pa rekel, ja, Franci, lej, ampak sej socialdemokratska je tudi leva, Zakaj bi zdaj, če imamo že tle komuniste na oblasti, zakaj bi še eno levo stranko, jaz bi pa raje krščansko-demokratsko.
je rekel, da se pa ti hecaš, ne. Me razumete, ne, se on nekaj tega sred, ne. Hočem reči, in vsakemu čas in Francija je fantastično in veliko naredil za to že zadevo, da je sploh prišlo do stranke in tako naprej, pa do vsega, pa do delavskega gibanja, sindikatov, ne. Ampak, ne, to že, ki sem rekel, da smo se v tem lahko samo hecali, ne. In jaz ne še osebno povem, kar se pa tiče celotne družbe, a ne. Jaz sem si lahko predstavljal, da bo enkrat konc komunizma, ampak nisem si predstavljal, da bo kdaj konec Sovjetske zveze, in sem bil pol na koncu pravzaprav neverjetno presenečen in vesel, da je sploh prišlo do zloma komunizma in tako, no, to na kratko. No, v Sloveniji je zagotovo najbolj zavrelo v času procesa JBTZ. Takrat ste bili vi kar precej aktivni. No, vsi smo vas opazili s tistim vašim plakatom Free Janez Janša. Mislim, da ste imeli takrat šumniki kar malce težav, ne? Ja, se je bilo res. Jaz sem potem tudi, v bistvu sem se predvsej ukvarjal že z računalniki, kar je za pravnika zelo nenavadno, ne, in sem bil ene vrste pionir na tem področju. No, in potem sva z enim kolegom naredila en program za pravnike in takrat je bila praktično edina firma, ki je to sploh lahko prodajala, ki je bila Mikroada, ne. In smo šla k njim in smo sodelovali. In kontaktna oseba je bil Janez Janša. In takrat sem ga spoznal, z njim smo krasno sodelovali, da se je ta program nekako prodajal. In ko smo enkrat, torej leta 88, ne, očitno junija, konec maja smo se, da se dobiva, ne, in jaz pridem na Mikroado in vse razburjeno, vse neki tam Igor Bavčar, ves rdeč, v telefon preklinja, rekel, kaj je? Janeza so aretirali. Ne. Torej, vidite, jaz sem potem že kot disident, bi rekel, še kot prijatelj od Janeza Janše, a me je to grozno prizadelo. In jaz od takrat naprej sem bil čist, takoj grem in sem vedel, da se bomo dobili, in ker sem imel nek tak tiskalnik tistim papirjem, neskončnim, sem takoj Free Janez Janša, ne, še sem pa stresel, sem tako na malo, ne, potem pa tudi za odbor za varstvo človekovih pravic sem naredil napis, ki so ga dali, skratka, bil sem zelo v tem in tega leta potem 88 se je marsikaj dogajalo. Mene je pa tudi prevzelo, pravzaprav sem tudi službo pol pustil, pa sem začel sam na svoje. No, takrat se je dogajalo tudi počasi, pa se je rojevalo, da bi bil že čas, da v Sloveniji ni samo ena stranka, da je prav, da je tudi v Sloveniji, tako kot v drugih demokratičnih državah, družbah, da je več strank in vi se niste pridružili Tomšičevim, recimo socialdemokratom, niste se pridružili krščanskim demokratom, ampak neki drugi, bolj sredinski stranki, lahko rečem, intelektualcev. Dobro. Torej, nisem prišel zato v SDS, ker je bila nekako sredinska stranka, ampak zato, ker je bila prva. Komaj sem čakal na to, takrat še ni bilo krščanske demokratske stranke, da bi se je pridružil. Če bi pa Peterle prej naredil, bi se pa njim, seveda, ker po prepričanju pa po ideologiji sem krščanski demokrat že prej bil in potem in sem še sedaj, ne. Ampak, glejte, zato sem pa tudi jaz izrecno povedal, ko se je SDS, ki je bila pač prva, ne, ustanavljala v Cankarjevem domu, ogromna dvorana, potem tam pripravljalni odbor, vsi vse veste, ampak jaz nisem videl, da bi bilo kaj o krščanski demokraciji pa o kristjanih kaj povedano, nič. In potem, ko so bile volitve, sem jaz roko dvignil in sem šel gor in sem rekel, poslušajte, približno tako sem rekel, jaz sem seveda v tej novi stranki z veseljem, sem rekel, ampak mislim, da je še ogromno slovenskih kristjanov, ki še zdaj nimajo nikjer in nobenega za predstavnika, in jaz bi pa prav kot predstavnik slovenskih kristjanov se javil, da me izvolite v svet stranke.
in so me za aklamacijo. Sem prišel, tako sem se jaz vsilil, Rupel je enkrat v knjigi napisal, da sem časti hlepen, ker sem to naredil, ampak mi ni žal. Jaz sem vedel drugače pa ne bi. In jaz sem dejansko prišel kot en od kristjanov v SDZ, ki je bila pa seveda, SDZ je bila pa tako, po članstvu je bila kar, bi rekel, skoraj bolj desna kot ne, po vodstvu pa zelo leva, ne. Ampak dobro, gledajte, takrat to ni bilo bistveno, takrat je bilo bistveno, kaj je pred nami, ne. Ampak gledajte, jaz sem že v enem mesecu, ko sem bil v SDZ-ju, pol sem pa še napredoval, me je svet v izvršilni odbor in sem jaz napisal že, skoraj bi rekel, odprto pismo, naslovljeno na Bučarja, pa na vodstvo, in sem rekel, glej pa tako, Slovenska demokratska zveza, ne, v njej nas je tudi veliko kristjanov, ker še nimamo kakšne krščanske stranke. Jaz predlagam, da znotraj neko formalno sekcijo naredimo in se tudi, ker so bili še drugi, in sem tudi omenil, sem rekel, so Oman, Zagožen, vsi ti, sem rekel, da imamo tudi to, da se, ne, ampak to niso hoteli seveda niti slišati in tako naprej, ne. No, kmalu zatem seveda se je pa začelo tudi na krščanski strani dogajati, ne, in sem tudi s Peterletom pa Peršinom sem se dobival na tistih prvih vodnih zadevah, da se ustanovi krščanska stranka in se je potem tudi ustanovila in človek bi pričakoval, da bom jaz pa zdaj vanjo stopil. Ne, mislim, meni se zdel pa neumno, da v SDZ-ju, ki je toliko kristjanov pa desno usmerjenih ljudi, da jih vozijo nekam levo, ne. In sem zanalaž vstal v SDZ-ju ves čas in to je prišlo tudi v končni fazi do tega, da smo se v SDZ-ju počasi videli, da nismo leva stranka, da smo bolj desna in je prišlo tudi do kongresa, kot veste, da smo 91. leta se potem razdelili, vodstvo je skoraj praktično vse odšlo v neko novo demokratsko, ki je bila pa sam prehod v LDS kasneje. Mi smo pa kot SDZ, imenovali smo se Narodni demokrati, smo se pa tako rekel bolj homogenizirali in tako naprej in smo bili kot dober partner tudi in pa podpornik Peterleta, Demosove vlade in tako naprej in smo bili eni zadnji, ki smo branili Demosovo vlado. To je v moji knjigi, boste videli, koliko smo mi se prizadevali, da ne bi prišlo do zamenjave, ampak neuspešno. No, ko pomislimo na slovensko pomlad, nam je tako nekako nekje tam v ozadju tudi spomin na Demos. In vi ste v tej knjigi objavili tudi veliko dokumentov, nekaj ste jih tudi že različnim muzejem podarili. In kje so tisti prvi začetki nastanka Demosa? Kaj je bila tista prva naloga takrat Demosa? Kakšen je bil program? Ja, seveda, gledajte, hvala Bogu, vse te nove stranke, praktično vse nove stranke, razen starih, so bile za osamosvojitev, ne, in za demokracijo. In to nas je povezovalo. In mi smo, torej sem bil tudi na kakšnih takih neformalnih sestankih, smo druge stvari na stran dali. Recimo, pa to naj povem, ne, in to se premalo zavedamo, Demos je bila koalicija vseh strank, levih in desnih, ne, dve izrazito, ne izrazito, pač dve, jasno, da so bile levi, socialdemokrati pa zeleni, dve desni, krščanski pa kmečka in pa sredinski SDZ pa liberalci. In smo lepo krasno sodelovali in dobro delali in veliko naredili, ne, to je bistvo, ne. In pa je bilo pa treba sodelovati. In jaz bi nekaj, že zdaj bom malo preskočil zadeve, ne, ko sem bil toliko zagret, sem bil nekaj časa celo vodja volilnega štaba Demosa na začetku leta 90 in smo delali, vedeli smo pa, imamo 3 zbore, posebej zbor občin, moraš imeti kandidate. Če nimaš stranke v občini, ne moreš dati kandidatov, če ni kandidata, ne more biti izvoljen in tako naprej. In glavno je bilo, da vseh 6 strank sodeluje. In glejte, tale dokument, ki ga bom jaz potem, mogoče, če bi ga tam je en pomagal prijeti, ga bom jaz dal temu muzeju v zahvalo. To je originalni dokument Demosovega volilnega štaba. Glejte, te barve, ne, to so stranke, pa volilni okraji in
lahko pogledamo, takoj ta prva, to se reče modra, je, imamo torej SDS, ne, rdeča je Socialdemokrati, SKD je rumena, Kmečka zveza rjava, pa zeleni Slovenije. In gledajte, v enih občinah, žal tudi na Zagorje smo tukaj videli, ne, še ni bilo odborov in niso mogli delovati, niso mogli postaviti, bilo je pa treba imeti celo tiste zbore volivcev in tako naprej. In potem smo mi rekli, glavno je, da to vse, in jaz sem tole sam z flomastri, to sem tudi jaz pripravil, in smo imeli na steni, jaz s flomastri risal. In smo hitro telefonske številke in tako naprej, tole ni končno. Na koncu smo imeli praktično vse pobarvano, ampak to je ena faza, jaz kasneje še nimam, ampak tole bom dal muzeju in mislim, da je to zelo lep dokument, kako se sodeluje. Ne? In to je vzrok, da smo v končni fazi lahko Demos zmagali. Če se mi to ne bi šli, pa vsak zase ne bi uspel. No, tako da sej že lahko zdaj dam tamle predstavnikov tole. Evo. Evo, gospod Aleš Hojs je prevzel ta pomemben dokument našega časa. Mi to greva pa naprej. Znotraj Demosa je bil pa tudi dogovor po prvič demokratičnih volitvah, da tista stranka, ki dobi največ glasov, predlaga tudi mandatarja. Jaz sem imel v teh dneh priložnost govoriti s prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom in je dejal, da ravno zaradi tega, ker je prihajal ker je bil kristjan, ker je prihajal od krščanskih demokratov, je Jožetu Pučniku, doktorju Jožetu Pučniku predlagal, glede na to, da je on dejal, da je ateist, da bi on mogoče prevzel vodenje slovenske vlade in ne bi bilo mogoče toliko polen iz predvsem komunistične strani. Kako vi na to gledate? No, sej veliko je bilo že napisano o vseh teh pogovorih in kdo in kaj in zakaj in komu kaj odstopil, jaz tudi vsega ne vem, ne, bil sem pa zmeraj na izvršilnem odboru SDS, ne, tako da veliko informacij sem dobil, bom rajš povedal nekaj tudi neformalnih, ne, ravno iz tega obdobja. Potem, ko smo zmagali, ne, torej na prvih volitvah, nismo se pa še konstituirali, se je sestavljala vlada, ne, kaj je pa mene zelo zmotilo, ne? In smo šli na pivo skupaj, vodstvo SDS, poletje je že bilo, tamle je bil april, ne, mislim, ja. In sedimo na pivo in se pogovarjamo, no in bom kar povedal, recimo za Peterleta, ki je prišlo, ne, da bi bil, ja, Bučar je rekel, da je klerikalc Peterle. Jaz tega nisem razumel, v čem bi bil Peterle klerikalc. Ker klerikalci bi bili po moje, recimo, če so včasih bili, če so se sami duhovniki ukvarjali s politiko, to bi bilo po moje bolj klerikalci. Ampak, torej, ves čas, torej, so imeli za to, ne, in kdo in kaj je to nosil, jim ne vem, ampak to se je pol videlo tudi, če vas še kakšno reklo, tudi o ukinitvi Demosa in tako naprej, ne, da so. Bilo pa je, to moram reči, se je to največ se je dogajalo v vodstvu SDS. In jaz sem bil, kdaj, tlano sem napisal, kdaj tudi, ne vem, zakaj nisem bil povabljen na kakšen sestanek, ker se je kaj pomembnega zgodilo. No, glede na to, da ste na nek način že tudi odprli to temo, tudi je že omenili razpad Demosa, kako ste vi na to gledali kot nekdo, ki mu je bilo pa zelo močno, da Demos ostane skupaj? Res, da je takrat Slovenija že bila uspešno samostojna, ampak marsikaj pa še tudi ni bilo postorjenega in bi bil še čas za kakšne, vsaj za 2 leti še Demosa. Seveda, še skoraj reči, samo temelji so bili postavljeni trdni, treba je bilo pa še ogromno narediti, ne, in jaz nisem videl niti zdaj, niti takrat, niti zdaj ne vidim niti najmanjšega razloga, zakaj je bilo treba Peterletovo vlado rušiti, ne. Bil sem pa seveda kdaj prisoten pri, kot sem že rekel, od samega začetka naprej, pri teh insinuacijah in tako naprej, in pa pri zelo, zelo močnem vplivu znotraj tega, torej vodstva SDS, bom lahko povedal, od spomenke in tako naprej, ki se je prijelo tudi Bučarja in potem, kdo so bili pa še kje v ozadju, to se lahko vsak sam misli, ampak
To je bil tudi en od vzrokov, da smo se razšli v stranki in smo mi potem, Narodni demokrati, pa jaz osebno, smo še živeli z 1 leto v Demosu. To sploh se ne ve, Demos, ko je vodstvo ukinilo Demos, je potem še 1 leto smo imeli Demosov, no 1 leto, ja, skoraj, ja, Demosov poslanski klub, smo imeli občinske Demose in na občinskih nivojih še sploh in smo naprej delovali, samo nismo bili več pomembni, ne, važno je bilo samo, kaj je vodstvo reklo, stalno potem marsikaj v tem knjigi o tem prebrali. Zdaj, nekako tiste stranke, ki so pomladne, so vsaj v tem mandatu nekako v opoziciji, nekatere žal niso več v državnem zboru, recimo Slovenska ljudska stranka je pa predsednik zdaj tu tudi na tem dogodku. Je mogoče prišel čas, da spet dobimo neko novo pomlad, mogoče nekaj podobnega, kot je bil Demos, tudi tako ne samo iz ene politične plati, ampak mogoče, da spet zajame cel politični spekter, od levice, sredine do desnice. Ja, jaz se ne bi delal na sedanje razmere, se jih ne bi dotikal, ker to je drugo poglavje. Knjiga, jaz danes je stvar, sem pa vesel in zelo počaščen, da je gospod Podobnik prišel. Sem se pa zdaj spomnil še nekaj drugega. Potem, ko je vlada padla Demosova, smo ostali 4 stranke in smo se povezovali, in ti veš, na Brezovici in smo skušali, da bi ustanovili neko opozicijo, močnejšo, hudo, združeno in smo nekaj časa nam je to uspevalo, potem nekako žal ne, ampak mi smo bili zdaj še opozicija, samo še 4, ne 2, od Demosovih ni bilo več socialdemokratske pa zelene, ki so bili že v vodstvu, na oblasti, ne. In to je bilo zanimivo poglavje in v tem tudi veliko v moji knjigi preberete, kako smo še mi skušali, meni je žal, da nismo. Tukaj nem pa povem, da je malo premalo koraže bilo pri Peterletu, no, pa pri krščanskih demokratih. Vi ste bili precej za to, Grosovi še sploh in vse to, mi, Narodni demokrati, smo sam še za to živeli, da bi se še združili, ostanek, mali Demos bi se temu reklo, ampak SKD je pa potem malo počepena, no. No, vi ste s sabo prinesli tudi veliko nekih revij iz tistega časa, pred osamosvojitvijo Slovenije, pa tudi še potem nekaj revij iz kasnejšega obdobja. Kako to, da ste tako skrbno vi ves čas shranjevali tudi dokumente, ne nazadnje iz teh vaših dokumentov, ki so objavljeni v tej res obširni knjigi, te knjige ne bi bilo? Ja, res, jaz sem ogromno shranjeval in hvala Bogu, ker imam hišo, da imam prostor. Saj to je bistvo, če ne bi vi tudi imeli veliko, ampak jaz imam prostor. In glejte, jaz sem prinesel od vsake stvari samo po eno. To so stvari, ki jih mladi sploh ne poznajo, te revije. Ampak jih imam, jaz imam take kupe nove revije, jaz imam take kupe Mladine, jaz imam tovariše vezane, takole, ne. Jaz imam res veliko tega, ne. In ne vem, če nav še ena knjiga nastala, no. Je toliko zanimivih stvari, da zdaj začenjam misliti, da bi še kaj, ne. No in, naprimer, nova revija tudi, ne, ki jih imam vse, ne. To bi pa še tudi omenil, smo prej preskočili, ampak mislim, da je tudi zelo pomembno. Jaz sem poleti 88, kakor hitro je nekako se je tisto malo pomirilo, da je tudi Janša ni bil več zaprt, sem napisal članek in je bil objavljen na novi reviji, naslov je In kaj sedaj? In jaz sem takrat predlagal, tudi jaz prvi, da se ustanovi stranka SDS, Slovenska demokratska stranka. In sem utemeljil, zakaj slovenska, zakaj demokratska in zakaj stranka. Ker takrat in še pol leta so samo zveze govorili, se je ustanovila pol SDS, zato ker se niso upali, še niso smelo stranke. Jaz sem pa rekel, sej lahko je ime drugačno, ne, ampak zakaj bi se pretvarjali in sem torej predlagal, za vse ni, no, ampak hvala Bogu, kasneje vsem prišlo do stranke SDS, ampak jaz sem pa oče imena, jaz sem vam tle, torej v novi reviji sem predlagal, da se ustanovi Slovenska demokratska stranka. No, vi ste bili pa tudi
eden tistih, ki se je zelo močno, pa se še vedno zauzema za spravo. Že ne vem, katerega leta je 85. Je v Delu, potem pa kasneje tudi v Delu išel članek, potem pa tudi zdaj pred kratkim v Sobotni prilogi. Tudi nekaj odzivov je bilo. Ne, začelo se je pri meni, kar se mene tiče leta 85. V Litostroju sem bil med drugim tudi vodja centralne kulturne komisije. Si lahko predstavljate, 5000 je bilo zaposlenih, tam je bilo 12 kulturnih komisij po Toznih, ampak jaz sem bil predsednik centralne kulturne komisije, ki je bila tudi zelo aktivna. To moram reči, jaz sem jo zelo v disidentske vode vozil, ne? In smo imeli enkrat na mesec take kulturne dogodke, sem jaz predlagal in povabil in dobil odobritev, da pride profesor France Bučar predavati o narodni spravi v Litostroju, v Titovih zavodih Litostroj. Vam povem, sej, v Mladini je bil članek o tem in tudi v moji knjigi je to vse ponatisnjeno, ne vem, kje je Mladina. To je bila taka afera, da je neverjetno, ne. Namreč telefoni so pentle, ne, na centralni komitej in vse to, ne, in potem smo tisti dan, ko je bilo, polne v 5, verjetno tudi, jaz, profesor Bučarja, ki je bil pa prej moj profesor na pravu, zato sem ga poznal, ga pripeljem in tam pri vratarnici pa že neke uniforme, vse. Kaj? Ja, danes imamo vaje civilne zaščite. Vaje civilne zaščite. In seveda vse plavo in drugi dogodki ta dan odpadejo, ne. No, ampak jaz ne bi bil jaz, ne, če ne bi potem drug dan takoj zahteval, pa ste jaz, en pravnik Tomažič, politično koordinacijo Litostroja. In so me sprejeli, to pa so generalni direktor, predsednik partije, predsednik sindikata, predsednik Mladine, pa delavskega sveta. In kaj je? Sem rekel, ja, zakaj ste včeraj za nalaz sklicali vajo civilne zaščite, ker ste vedeli, da ima kulturna komisija svoj dogodek, ne? Ja, to je bilo že naprej planirano, pa tako. Sem rekel, a ja, pa bomo imeli pa mi to drug teden. Vam povem, samo usta so odprli, ne, in jaz ne vem, koliko sem se še upal s tem, pa sem bil tudi le pa začel sem šel na republiškega ministra za kulturo, Kmecel je bil sekretar in vse, ampak potem je celo Mrzkošen se je zavzel za mene in vse to, v končni fazi smo morali odpovedati, nam niso dovolili, ne. Pa sem bil trmast, ker končalo se je pa tako, da je, upam, da mi nav zameril, ta, ki je bil generalni direktor Litostroja, Hmen domov prišel na Količevo, pa so si rekel, to ne da ga srati. Službo zgubil, pa jaz jo bom zgubil. No, in potem, skratka, meni niso takrat dovolili o narodni spravi, ne. Ampak, ja, torej, to pa bom, ne, ko smo pa bili v parlamentu, jaz sem bil tudi vodja, predsednik zakonodajno-upravne komisije in je prišlo tudi do formalno, verjetno nekaterih poznate, predloga deklaracije o narodni spravi. Zelo dobro namerno, mislim, da je bil gospod Klep, ampak so bili še drugi iz njegovi nekateri bivši partizani, ampak so podprli tudi takšni, kot so liberalci, Gros in vse to, in da naj to parlament sprejme deklaracijo o narodni spravi. Jaz sem jo mogel, vsi smo videli, ne, da je tudi po pravni plati nekako ni vse bilo v redu, tako, kot bi moralo biti, ampak meni pa po vsebini ni bilo. Marsikaj je bilo lepo in fajn in tukaj, če v 304, če zapomnite, preberite, kaj sem pa jaz potem napisal in je bilo v Delu objavljeno članek, narodna sprava ni le stvar enega akta. Nareč bi vam nekaj prebral o tem, ampak, ker so zelo dobre formulacije, ampak gre pa za to. Oni so med drugim tudi napisali v to, da se ne bo nobenega kazensko preganjalo. Prav izrecno parlament bi to amnestiral naredil, da se ne bo nobenega kazensko nič preganjalo. To za mene je bilo nesprejemljivo. Morate pa vedeti, da takrat je bil živ še Maček in je živel blizu parlamenta v tisti vili
In mi smo bili vsi mnogi prepričani, da bi moral iti na sodišče. In sem tule tudi zahteval, da ga je treba procesuirati in tako naprej. In sem o tem pisal in zato sem bil jaz proti tej spravi, da bi morali, torej, pa sploh ni to stvar, da sem še sploh vedno bolj prepričan, to ni stvar nekega pravnega akta, ne, ampak je stvar nekaj, kar v družbi dozori. Ne. Če bi mi to tam sprejeli, vsi ne bi bili za, nekaj bi bilo proti, pol to ni nobena sprava. Ne. In jaz mislim, zdaj sem spet začel, če dovolite, bom prebral zelo na kratko, da moram tukaj nehati, vidim pa, da je potrebna, če ne se samo, to se zdaj že mladi med sabo kregajo in očitajo in domobrance in partizani in prisega in tako naprej in poboj in komunizem in vse to. Ne. To se mora enkrat nehati. Ne. Zdaj pa jaz sem prepričan, da se nikoli ne bodo vsi za spravo. Moj cilj je, da bi bilo 80% ljudi za spravo, ampak za spravo na enak način. Če bojo pa 10% na levi pa na desni, seveda se ne bojo strinjali, samo bojo v manjšini, jih bo čas povozil. In jaz mislim in sem predlagal, dolgo sem razmišljal, tole sem delal 2-3 leta, neko formulacijo, ki jo predlagam, upam, da se bo še širila, ki jaz imenujem formulacija za spravo. In jo bom prebral. Namreč, če bi to 80% ljudi akceptiralo, smo na konju. Kar drugo potem, kaj bojo stranke, kaj formalno, da se stvari speljejo, to je drugo. Ampak, če bi to 80% ljudi akceptiralo, smo na konju. Nič naj ne bo pozabljeno, vse pa oproščeno. Druga svetovna vojna je potegnila Slovenijo v državljansko vojno. Zaradi hkratne revolucije so bile žrtve še veliko večje, kot bi bile le zaradi tuje okupacije. Po koncu vojne pa je bil vzpostavljen družbeni red, ki ni dopustil drugačnega mnenja in zato ni bil demokratičen, ampak totalitaren. Šele leta 90 je bila s prvimi svobodnimi volitvami dosežena demokratična ureditev. Leta 1991 je Slovenija na podlagi poenotenja politike, sam to, dajte si zamisliti, to bi mogli sprejeti levi in desni. Ne? Ljudje, mislim, levičari in desničari bi mogli to sprejeti, vsaj večina njih. Leta 1991 je Slovenija na podlagi poenotenja politike, plebiscitarne odločitve državljanov ter uspešne obrambne vojne postala prvič v zgodovini samostojna država ter se nato v naslednjih letih enakopravno vključila v evropske in svetovne integracije. Ker pa bremena preteklosti ovirajo nadaljnji uspešni razvoj Slovenije, je potrebno prekiniti z očitki glede preteklosti ter več energije usmeriti v prihodnost. Zato se odrekamo temu, da bi še naprej drug drugemu očitali grehe iz preteklosti. Predvsem si ne bomo več očitali kakršnihkoli dejanj in usmeritev povezanih z drugo svetovno vojno. Predvsem pa ne narodnega izdajstva, revolucije, domobranstva, bolševizma, belogardizma, partizanstva, komunizma, fašizma, nacizma, klerikalizma, socializma, revanšizma. V nobeni obliki, ne s simboli in ne prireditvami, jih ne bomo poveličevali. Vse to naj ostane v zgodovini. Nič naj ne bo pozabljeno, vse pa oproščeno. Pač ne odneham in bom še nekako vztrajal v to smer. Mimogrede, kakšen je odziv, glede na to, da nekaj simbolov, predvsem rdečo zvezdo, še kar pogosto vidimo na kakšnih prireditvah? Se pravi, mene zanima 80%, da bi večina ljudi se za to strinjala, potem mladi ne bi več slišali vseh teh očitkov in vsega tega, pa bojo na obrobju. Sam še to ne povem, to sem objavil na časniku, veliko je komentarjev, diametralno nasprotnih seveda, ampak tam so taki malo preveč, bi rekel,
nam rekel, no, ekstremni, ampak recimo s takimi ne bom kol in predvsem vsi dokazujejo, da je to nemogoče sprava. Jaz pa pravim, da je mogoče in da enkrat bo in da tudi Nemci so uspeli, pa še marsikšni drugi, da bomo mi tudi enkrat. No, pred kratkim je slovensko politiko zapustil Ivan Oman, še prej, dolga leta nazaj, tudi dr. Jože Pučnik, tudi velikan slovenske politike. Oba ste dobro poznali. Kako gledate na njun delež, da imamo to, kar imamo? Ja, to vsekakor velikana, ne, absolutno. Še posebej moram reči, spet, leta, jaz sem na Facebooku, pred leti sem imel eno akcijo, ki sem rekel, poiščimo dobre slovenske politike, nekaj jih pa mora biti. In smo nekaj časa, kakšno leto, se šli neko lestvico, smo vedeli, ampak dobre slovenske politike. Ne glede na to, so levi ali so desni. In je, ja, seveda, jaz sem bil, seveda, moram reči, da sem bil čist nepristranski, ampak sem skušal biti in sem nekako iskal ljudi, tudi politike, tudi recimo leve politike sem dal, kar sem jaz predlagal, ne, to lestvico, ampak vedno je bil na prvem mestu Ivan Oman. Vedno. In za mene še vedno najboljši od vseh. Naj še to povem. Pred volitvami 90, ko smo v SDZ-ju, kdo bi bil kandidat za predsednika republike proti Kučanu, sem jaz takoj predlagal Omana. Tlano so tudi dokazi v moji knjigi. Ja, ga niso, ne, ni bilo resno, ne, kmet in vse to. Jaz sem pa še zdaj prepričan, da je imel nekaj več šans, da premaga Kučana kot pa Pučnik. Pa ne, da bi bil Pučnik vsakemu čas, samo nekako, gledajte, prišel je iz Nemčije, pa povedal izrazito, da je ateist in je potem en velik del nekako tudi izgubil simpatij na tisti strani, ki jih pa Oman ne bi. Oman je bil pa fantastičen govornik, to morate povedati, ljudski tribun, a ne, in sem še zmeraj prepričan, da za mene je to največji politik, ker v naših časih, ne, sej sem bil zadnjič na pogrebu, je bil krasen pogreb, ne, tako da. Še vidite v slovenski politiki, malce se vračam na sedanjost, še podobne ljudi, kot je bil gospod Ivan Oman, pa tudi mogoče še drugi slovenski politiki, ki so že zapustili našo zemljo? Ja, sigurno se, ampak te bo treba res pa med mladimi in se bojo našli in sem optimist glede tega. Ne bi pa kakšnih posebej navajal pa imenoval. No, poveva še, da je ta knjiga išla pri Mohorjevi založbi, Mohorjeva, Celovec. Knjigo bo možno tudi kupiti po tem dogodku. Bi kaj v zvezi s to knjigo, seveda vsega tako ne bova omenila, bi še kaj omenili, da bi mogoče še koga navdušili, da si pa to knjigo vendarle nabavi. Pa mimo grede, ste optimist, ko gledate na vse to, kar se danes dogaja tako v Sloveniji kot v svetu? Ja, za knjigo, kot sem rekel, ta knjiga ni taka, da bi nekemu nepoznavalcu ali pa enemu, ki nič ne ve, mu to ne bo dosti pomenilo. To je za poznavalce, za veterane, za zgodovinarje, ker sem ogromno dokumentov preložil in tako naprej, tako da to je za redko in to ne bo šlo nikoli v kakšne velike naklade in ni tako pisana. Sam, kot zdaj sem še tole gledal, ne vem, če ne bo še ena, imam ogromno materijala še imam, no, če bo zdravje pa čas, bom še to obdelal. Trenutno pa delam eno drugo knjigo, delamo, no, to moram povedati, in to je pa tudi zelo važno in najprej naj povem, da vsaka čast društvu Demos na Kamniškem. Društvo Demos na Kamniškem je naredilo eno krasno knjigo, se tudi imenuje Demos na Kamniškem, takole debela knjiga. In gledajte, sama ena občina, takrat je bilo okoli 60, ne, pa je materijala ogromno, za vsake občine bi bilo, sam zbrati ga je treba.
ker, lejte, Demos ni bilo tle samo v Ljubljani to vodstvo. Demos je bilo široko ljudsko gibanje, to se je dogajalo po celi Sloveniji, po krajevnih skupnostih in je ogromno zgodb in vsega tega in oni so to zbrali in so mi obljubili, bomo sodelovali, mi pa jaz pa zdaj delamo Demos na Domžalskem. Zakaj Domžalskem? Zato so bile takrat 4 občine sedanje, so tudi Trzin, pa Mengeš, pa Lukovica, pa Domžale bilo, zdaj pa in bomo naredili knjigo Demos na Domžalskem. Jaz pozivam še koga, Demos na Pivniškem bi bil sigurno, tam le gospod Mažgon, če še ni, boste naredili. Lejte, to bi bila knjižnica za zgodovino, če bi bilo 60 takih knjig, ne, ali pa vsaj 50, ne, noter zgodb, dejansko zanimive stvari, fotografij, dokumentov in vsega tega. Mislim, mi bomo to knjigo že kar imamo zelo pripravljeno, to bo, upam, bomo tudi tla prišli, pa jo bomo predstavili, ko bo, sej, kolikrat je bila Demos na Kamniškem. Tisto, sem pa seveda optimist, seveda, zakaj pa ne, sej je fajn, tako da jaz sem večni optimist. Ste pa tudi radodarni, prinesli ste sabo nekaj plakatov, mislim, da jih boste podarili. Seveda ste pa prinesli tudi nekaj te literature, ki si jo boste lahko potem po tem dogodku ogledali. Vmes pa, ko boste vi tole pokazali pa povedali, kaj ste prinesli sabo, pa lahko kdo pripravi tudi kakšno vprašanje za našega spoštovanega gosta. No, bi to prosil, zelo rad vidim odziv, ampak kaj, jaz sem prinesel recimo samo kot po eno od vseh teh publikacij, ki so bile, mladi še verjetno tudi Slovenca niso videli, kako je bilo. Potem Pavliha, ki je bil tudi še za časa Slovenske brazde, potem pa revije. Recimo za mene je zelo dobra tudi Celovški zvon. Jaz sem takrat veliko zvedel stvari, ki jih tle ni noben objavil, v Celovcu so jih pa objavljali in je to torej res ena taka stvar. Drugač pa, torej, ja, jaz imam med drugim tudi zelo veliko letakov iz tistega časa, ne, in če sam to si predstavlja, kakšne so to, jaz jih bom nekaj dal v muzeju, ne, ampak kakšni so dvoji, pa to jih lahko tudi kdo še kakšnega dobi, no, ker sem tudi obljubil, ker imam kakšnih več izvodov. Tako da v drugem delu, oziroma po končanu pridete sem, si lahko tele stvari malo v roko vzamete. Recimo, gledajte, Novo jutro, kdo to pozna, tudi zelo fajn revija, bila iz leta 91. Jutranjik in tako naprej. No, tole pa če dovolite samo, da vam bom, da se boste predstavljali, kaj sem prinesel. To je tale izgleda. Sam, da se boste predstavljali. Jaz sem pa ogromno tega že dal v muzeju novejše zgodovine, ampak jih imam še zmeraj zelo veliko. Vidite, shod, Šmarješka gora s Kranjem. Si bil, Marjan? Ne vem, v glavnem. Se ne bom vse, samo da boste dobili občutek, koliko je tega. Od največ je seveda od SDZ, ampak so tudi od Demosa. No, pa tole je tudi zanimivo, poglejte. Ni to nenavadno. Združena domžalska opozicija. Demos pa LDS. To je bila posebnost. Zakaj pa ne? Kaj je bilo pa še takrat treba povedati, da ZSMS, ne, je bila pa pod vodstvom gospoda Leniča, ki je danes velik bankir, je bila tako desno krilo znotraj ZSMS-ja, ne. In so bili za sodelovanje in ko smo mi v Domžalah to ugotovili, Tomaž, ti si bil zraven tudi, tebe, dajmo iti skupaj, oni so se postavili in smo bili tam, smo bili združena domžalska opozicija in smo zmagali na občinskem nivoju, dobili župana in tako naprej. Namreč, veste zakaj? Ta stvar bi imela lahko daljšo zgodbo. Ko smo bili v parlamentu, ne, je bilo pa tudi možno, je obstajala možnost, da se Demos pa ZSMS. In bi tudi prišlo, jaz bom odkrito povedal, zakaj mislim, da do tega ni prišlo, da bi prišli, pa bi bila recimo zelo močna koalicija, če bi se ZSMS hotela res odlepiti od drugih, ne, tam iz Tomšičeve. Mislim pa, da je zaradi tega, ker Školč je pa dal pogoj, da bi on bil predsednik parlamenta. To, kar jaz vem, takrat sem bil tudi v pogovorih, to so rekli, to pa ne, no pa ne, pa ni prišlo. Drugače pa mogoče bi bila koalicija Demos plus ZSMS. Ker ZSMS, če so bili mlajši, bi se lahko hitrejši utrgali, sam se niso, ne.
No, pa še tole. No, tole je pa tudi, ta je pa moj, bi rekel, predvolilni letak iz leta 90. Sem ga tudi jaz naredil, pa smo bili potem izvoljeni. Značilen je pa potem, da je čist jasno napisano za samostojno Slovenijo. To na nobenem drugem predvolilnem letaku leta 90, to je bilo tudi, bi šlo lahko tudi bilo kaznivo, ne? Ampak dobro, smo se upali. In je tudi vsebina, sem napisal vse za samostojno državo, za lastno vojsko, za slovenski denar, vse tukaj le piše, ne? Tako da to je kar pritegnilo ljudi. Da nam predolg. Tole pridite pa nekaj bo muzejev ostalo, kakšnega si pa lahko tudi vzame, pa še neformalno. Dava povabiti koga, če ima kakšno vprašanje? Seveda, prosim. Prosim.